Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Se mi zdi, da bo ta masa depozitov kar še vedno ostala pri domačih bankah, ker očitno ne gre predobro, da bi mogli malo bolj resno razmišljati, kako bomo dobili donos. Investicije niso luksuz za premožne, ampak je to nekaj, o čemer se moramo vsi odrasli posamezniki podučiti. Vsi, ne glede na kjer tip smo, ali bi uživali zdajle ali ne bi, preprosto odgovornost, ki moramo sprejeti. In dobra novica je, da zmoremo in da obstaja pomoč, da ni tako enostavno, da bo to šlo čez noč, ampak da je zelo vredno vložiti nekaj časa in truda v to, ker nagrada bo neprimerljiva. V tokratnem podcastu nas bo zanimalo, zakaj imamo v Sloveniji toliko denarja v varnih oblikah varčevanja, predvsem na bankah, in zakaj se tako redko poslužujemo vlaganj na kapitalske trge? Kako bo pri izboljšanju stanja pomagala država in kaj pripravljajo na Ministrstvu za finance? Ter kaj so pokazali izsledki raziskave, ki je za časnik Finance pripravila raziskovalna družba Arhea? Slovenci na bančnih računih hranimo kar 27 milijard evrov, medtem ko je v vzajemnih skladih domačih upravljavcev 6,5 milijarde evrov sredstev. Torej skoraj 4-krat manj. Po izračunih analitikov imamo zaradi te neoptimalne razporeditve osebnih financ v zadnjih letih oportunitetno izgubo več milijard evrov. To predstavlja težavo ne samo za posameznike in gospodinjstva, pač pa tudi za gospodarstvo in državo. K sreči je rešitev dokaj preprosta, a je pot do nje dolga in težavna. Slovenci moramo bolje poskrbeti za razpršitev premoženja, za kar pa potrebujemo več znanja in informacij. A se na obzorju že kažejo žarki upanja. To so mladi, na čelu z generacijo Z. Ti imajo do upravljanja z denarjem drugačen odnos in bodo, tako vsaj kaže, lomilci dolgoletnih trendov pregovorne slovenske konzervativnosti, ko je govora o denarju. Podcast Finance. Z vami je Klemen Koncilja. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da so se bančne vloge povečevale tudi v preteklih letih, ko je inflacija bistveno presegla nivo obrestnih mer na bankah. Te so bile nekaj časa celo negativne, ker pa ni ustavilo prilivov denarja na bančne račune. Petra Oseli, vodja poslovnega razvoja raziskovalne družbe Arhea, o izsledkih raziskave in bistvenih razlogih Slovencev za varčevanje. Več kot 3/4 ljudi varčuje, to govorimo o predstavnikih splošne populacije, in med temi, ki varčujejo, je dobre 2/3 takih, ki varčujejo za nujne primere. To je prvi in glavni razlog in namen varčevanja. Šele potem pridejo vsi ostali razlogi, tudi za večje nakupe, za finančno neodvisnost in podobno, ampak daleč predvsem so nujni primeri. Na lestvici od 1 do 5, ki opredeljuje tip anketiranih varčevalcev, pri čemer 1 velja za konzervativno, 5 pa označuje visoko sprejemanje tveganja, povprečje omenjene raziskave znaša 2,3. To dokazuje, da smo Slovenci res precej konzervativni, ko je govora o sprejemanju naložbenih tveganj in ravnanju z denarjem. No, kljub vzornem deležu populacije, ki redno varčuje, pa se le malo teh sredstev steče na kapitalske trge, kjer bi se lahko denar oplemenitil. O težavah mrtvega kapitala, ne zgolj posameznikov, ampak tudi podjetij, več pove državna sekretarka Ministrstva za finance Nikolina Prah. Po zadnjih podatkih naj bi imeli v Sloveniji celo 27 milijard evrov, govorim za fizične osebe, seveda na bančnih depozitih. Težava je, ker so ta sredstva zelo malo ali sploh nič obrestovana, kar pomeni, da težko prigaran denar za veliko večino tovrstnih vlagateljev ne prejme za ta sredstva, ki so, če temu lahko rečemo, vložena na bančni depozit, praktično nobenega donosa, niti toliko, da bi ohranjala vrednost tega denarja. Torej, šteje se to za nek mrtev kapital, ki bi bil lahko na kapitalskem trgu uporabljen za namene, naprimer, seveda najbolj očiten namen za razvoj, nadaljnji razvoj gospodarstva. Kar nekatere gospodarske družbe seveda imajo težave pri pridobivanju teh, tradicionalnih bančnih virov, bodisi so pretvegane ideje, cilji, ki jih zasledujejo, oziroma so že prezadolženi, in ravno kapitalski trg je tovrstnim družbam namenjen.
Če pa denar leži, bom rekla, na bančnih depozitih, pa tukaj ne govorim pravzaprav samo z teh 27 milijard strani fizičnih oseb, tudi precej visoka sredstva, mislim, da okrog 13 milijard je tudi pravnih oseb, kar pomeni, imamo 40 milijard sredstev, ki torej ne opravlja svoje osnovne funkcije. No. Niti te, da bi vzdrževala vrednost tega denarja. Ne. Kaj so razlogi za takšno neoptimalno razpršitev premoženja in kaj javnosti svetuje sekretarka pristojna za finančni sistem? To se podraža v tem, da imamo denar na banki, tam ga vedno lahko vidimo oziroma ga lahko dobimo nemudoma in to nam je že poznano, poznamo tudi delovanje TRR-jev, depozitov in tako naprej. Po drugi strani vlagamo, če imamo malenkost presežka sredstev, pa se še celo malo zadolžimo, pa vlagamo v nepremičnine, kar je pravzaprav z vidika donosnosti spet vprašljiva, kot bom rekla, investicija, ampak vseeno, to so spet neke 4 stene, ki jih vidimo, otipamo in jih ponavadi slišimo, potem lahko pustimo svojim zanamcem in to je nekaj spet, kar nam je blizu. Medtem ko kapitalski trg pa spet, tako kot ste omenili, nekaj slabih zgodb je bilo. Zdaj začela se je seveda s privatizacijo. Tam so nekateri posamezniki, bom rekla, mogoče prepoznali prednost tega sistema in zato dobili precejšnja sredstva. To se je potem nekako nadaljevalo v letih, ko je bilo težave, ko smo bančno sanacijo imeli, pri čemer je pa ravno predtem bil v letu 2007 izveden največji IPO, po moje, do sedaj, torej NKBM-ja, kjer je zelo veliko malih vlagateljev torej pristopilo k tej izdaji, na koncu so ta sredstva izgubili in to je vse slabo vpliva seveda na dojemanje ljudi, kam vložiti svoj denar. Zato je treba tudi previden, tudi mi želimo kot Ministrstvo za finance, ko naslavljamo kapitalski trg, predvsem pojasniti, kaj ta ponuja, kakšni finančni inštrumenti na tem trgu so. Pomembno pa je, da se vsak pozanima, kakšna tveganja ta prinaša. Pri državni obveznici seveda ponavljamo, da država na koncu jamči in je zato to manj tvegan finančni inštrument, sploh v nekem takem kratkem 3-letnem obdobju, tako da vsak vlagatelj lahko ve, da bo dobil tako obresti, kot tudi na koncu glavnico. Pri delnicah je seveda situacija nekoliko drugačna. Dobiš neka upravičenja kot delničar, ampak na koncu se moraš zavedati, tako kot se je seveda pri NKBM tudi zgodil, da, dobro, to govorim zdaj bolj nasplošno, če gre družba v stečaj, boš tudi svoja sredstva vložena lahko na ta način izgubil. To so pa vse stvari, ki se morajo, se pravi, vlagatelji, ali pa tudi pol, ko govorimo o vzajemnih skladih, se pravčujem, malo skačem, ampak vzajemni skladi se seveda nekoliko bolj razpršeno tveganje, glede na naložbeno politiko in je to lahko spet ena stvar, ki je ljudem bolj blizu, ampak še vedno morajo povedati, kaj prinaša tudi tak vložek, da tudi tam so določena nihanja, kaj na ta nihanja vpliva, tako da moj nasvet bi bil, ali pa nasvet, ki ga ves čas dajemo, sprašujte, pozanimajte se, berite. Zakaj toliko Slovencev prisega izključno na banke? Gre za strah pred tveganjem? To in zakaj mnogo Slovencev, ko se enkrat odločimo za vlaganje, vlaga preveč tvegano? Pojasni psihoterapeutka in finančna coachinja Karolina Jovanovska. V osnovi zelo velik strah pred tveganjem, ker tega denarja nimam pod kontrolo in ne vem, kaj bo. In recimo najlažje si predstavljam, če imam denar v gotovini ali pa denar na banki, je to za moje možgane še najlažje predstavljivo. In kljub temu, da mogoče se zavedam, da je to najslabša oblika investiranja, ker mi inflacija pač požira vrednost denarja, je ta nezavedni občutek, da je tako najbolj varno, močnejši. Po drugi strani, če imamo že ali mogoče tako osveščenost ali pa toliko denarja, da gremo pa v vlaganje, ker poslušamo, pa na nek način kar preskočimo in pozabimo narediti domačo nalogo. Jaz pravim, vsaka odrasla oseba, ki je finančno pismena in prevzema odgovornost za svoje življenje, mora narediti svojo domačo nalogo, da se res pouči o investiranju, ne rabi postati hud strokovnjak na tem, ampak da se zaveda osnovnih pravil, kot je na primer razpršenost in katere finančne inštrumente uporabljamo in zakaj in kdaj, v katerem kontekstu. In tukaj vidimo, če ne naredimo domače naloge, pa hitro posegamo potem, če že tvegam,
Pol pa naj tvegam na veliko, kar pomeni, da veliko ljudi tvega v kripto, ki je najbolj volatilno sredstvo, pozabi pa na tiste osnove. Gremo mi začeti, ok, v redu, imam zlato rezervo na banki, pol pa rabim nekaj v plemenitih kovinah, naprimer zlatu, ETF-ji, mogoče kakšne surovine itd., pa pol najmanjši delež našega premoženja pa v kripto. Zanimiv je še en podatek iz naše raziskave. Več anketiranih vlaga v kriptovalute, kot pa v vzajemne ali pokojninske sklade. Resda pa je vrednost v kriptovalutah lahko manjša od vrednosti v skladih, saj nekateri v kriptovalute vstopajo tudi le z nekaj evri. Za uspešno vlaganje je potrebno vsaj osnovno poznavanje finančnih in kapitalskih trgov, a prav tako je pomembno nadzorovati čustva, saj nas panika pred izgubami lahko privede do prehitrega prodajanja naložb, pogosto za izgubami. Pri investiranju nas vodijo čustva in kdor ne zna obvladovati svojih čustev, bo izgubil in finančni trgi so prav tako narejeni, da se zatresajo v pravem trenutku, ker potem večina vlagateljev, kadar je zelo stresna situacija, popade ven iz igre. In zato je toliko nujno potrebno, da mi res obvladamo svoje čustva, preden gremo v te naložbe, in to je tista domača naloga, ki sem omenjala. Domača naloga ne samo, da mi pridobimo informacije, ampak da se tudi naučimo, kako trgi delujejo, da so ciklični, da so padci in predvsem, da se znamo toliko regulirati, da se držimo prvotnih strategij, ki so bile postavljene takrat, ko smo mi racionalno razmišljali ali pa se posvetovali, nikakor pa ne smemo reagirati čustveno, ko se trg spreminja. V tem, da je bilo racionalno načrtovanje vlaganja v naši kolektivni zgodovini večkrat žrtev visoko tveganih naložb, so mnogim prinesle slabe izkušnje z vlaganjem in celo strah, govori tudi Primož Cencel, izvršni direktor sektorja za upravljanje premoženja pri Modri zavarovalnici. Pri tem izpostavi predkrizno obdobje vlaganj na balkanske delniške trge. Je bila ta balkanska slovenska izkušnja tako travmatična, da še tisti, ki so dobili občutek za delnice, so dobili neko travmatično izkušnjo, ki je bila tako boleča, da načeloma so rekli, ok, ne vem, nekako smo prišli do tega, ne poznamo tega, pa še opekali smo se, jaz sem zaključil za ta življenje z tveganimi naložbami. Pa če rečemo po domače, povem, traumatična izkušnja na trgu je bila med 50 pa 70% na delniškem trgu. Ampak če pogledamo od tistega časa najnižjega nivoja do danes, smo pa 4 do 5 krat višji, kot smo bili na unem nivoju. Kar pomeni, da tudi, če bi samo pozabili na tiste delnice, če izvzamem balkanske pa slovenske delnice, ampak globalne, bom rekel, smo zdaj na bistveno višjih nivojih, kot smo bili v tistem času, ko nas je pač vroča voda popekla. Pa to ne pomeni, da ne bo še daj vroče vode, pa da ne bomo se še daj opekali roke, ampak skozi čas se stvari nekako normalizirajo in se neke normalne pričakovane rasti nekako od časa do časa pokažejo. In to je za nekaj, zakaj hočemo investirati na dolgi rok in zakaj, bomo rekli, je mogoče dolgoročno varčevanje v bolj tveganih papirjih bolj smiselno, kot bomo rekli, imeti samo depozite na banki. Za uspešno dolgoročno vlaganje je torej potreben predvsem čas, ki nam omogoči povrnitev morebitnih izgub. Zato naložbeni strokovnjaki delniške naložbe priporočajo le tistim, ki imajo na voljo vsaj 8 let ali več. A prvi koraki na kapitalske trge niso nujno delniške naložbe. Če grem samo iz slovenskega depozita v denarni trg v Evropi in zaradi tega dobim namesto ničelno obrestno mero, danes 2,4 ali pa 2,5, kar je meni pač kar lep upside, oziroma kar lep višji donos, da pač bom si potrudil in bom naredil tistih 5 minut, da bom šel iz bolj tvegane naložbe, ki mi daje nič, v manj tvegano naložbo, ki mi daje 2,4%. Ali pa če hočem še mečkam bolj začeti svoj portfelj, saj da bom upisal državno retail obveznico, ki mi daje obrestno mero 2,75. Pri tem pa mora vsakdo izhajati iz lastnih ciljev in odgovoriti na bistveno vprašanje. Kaj hočem v življenju? Ne? Kakšni so moji cilji? Ko se enkrat to odgovorimo, lahko prijemo do tega, da pač, če se res nisem rodil v neki premožni družini ali pa bomo rekel, res nimam skromnih ciljev v življenju,
hitro ugotovimo, da rabimo močno višjo rast kapitala, kot pa mogoče samo ničelna obrestna mera na banki ali pa blizu nič. In potem rečemo, lahko si sila hitro odgovorimo na vprašanje, a se hočemo odpovedati svojim ciljem pa sanjam, samo zaradi tega, ker pač nočemo narediti domače naloge pa pogledati, kje lahko prijemo do nekega višjega donosa, ker to čisto realno, bomo rekli, odločitev pač. Nočem napredovati, hočem živeti kuka je ali pa slabš, super. Mislim pa, da je veliko ljudi nima tazga pogleda, pa v bistvu reče, ok, kaj pa zdaj? Aha, ok. Vsekakor bi nam kot družbi prav prišlo več finančnega opismenjevanja, se bomo le tako lahko prepoznali prave priložnosti in se hkrati zavedali tveganj. Pri tem, tako državna sekretarka Nikolina Prah, vse bolj v ospredje stopa država. Tudi to je bil razlog, če se pa zdaj navežem spet na naše ministrstvo in na nov nacionalni program finančnega opismenjevanja, smo prav to želeli tudi v tem programu nasloviti skozi obvezne šolske predmete, tako v osnovni kot v srednji šoli, torej teh 35 ur letno, ki bi bili namenjeni torej nekam najprej osnovnošolskem, potem srednješolskem izobraževanju, kjer bi približevali že otrokom, kaj pomeni. Pa ne govorim zdaj zgolj o kapitalskem trgu, govorim na splošno o financah, če tako na splošno povem. No. Kar pomeni, da sodi sem tudi poznavanje, delovanja države, pobiranja davkov ali pa delovanja proračunov na eni strani in drugi strani seveda bančnega sistema, zavarovalnic oziroma zakaj se sploh potrebno zavarovati in delovanja na kapitalskem trgu. Ko smo respondente raziskave prosili, da na lestvici od 1 do 5 opredelijo svoje znanje o upravljanju osebnih financ, je povprečna samoocena znašala 2,8. Skoraj 2/3 menita, da imajo sami dovolj znanja za sprejemanje finančnih odločitev. Na ministrstvu medtem pripravljajo še eno novost, s katero želi država spodbuditi zasebna vlaganja, predvsem na domači kapitalski trg. Individualni naložbeni računi so zelo pomemben, projekt naše strategije razvoja kapitalskega trga. Spet naslavlja male vlagatelje in sicer z namenom, da se jim torej kapitalski trg z nakupi in prodajami najbolj takih osnovnih oblik finančnih inštrumentov približa, ampak na tak način, da zanje ni preveč administrativno obremenjujoč. To pomeni, ko bo vlagatelj odprl to vrsten račun, bo lahko z določenimi finančnimi inštrumenti, torej predvideno je z obveznicami, zakladnimi menicami, delnicami, pa bom temu rekla ETF-i, ki kotirajo na organiziranem trgu, poleg tega še z vzajemnimi skladi, ki ne kotirajo na organiziranem trgu, bo mogoče torej trgovati brez obremenitev v smislu. Če boš dobil, dividende, obresti, neke druge donose, ne bo potrebno dajati nobenih obrazcev za davčno obravnavo, ampak bo davčna obveznost nastopila šele v trenutku, ko bo posameznik določeno izplačilo iz tega trgovalnega računa pridobil na svoj TRR. In še takrat bo ponudnik INR-ja oddal davčno napoved, kar pomeni, da se zminimalizira tisto, kar mogoče vlagatelje več kot odvrne, neka ta birokracija, ki nas vse potem obživce spravlja. Vse torej kaže, da se bodo mladi poslej že v osnovnih in srednjih šolah več učili tudi o osebnih financah. Ravno mladi, na čelu z generacijo Z, pa se po izsledkih naše raziskave kažejo kot žarek upanja, ki osebne finance vidijo drugače, pravi Petra Oseli iz raziskovalne družbe RHA. So nagnjeni k varčevanju in tudi tveganju. Kot drugo, so najbolj zainteresirani oziroma izražajo največji interes za izobraževanje, za finančno izobraževanje in, kar je pomembno, so zato tudi pripravljeni plačati. Dejansko so tisti, ki bi si plačali finančno izobraževanje, so dejansko v povprečju pripravljeni plačati toliko kot 50-letniki, ki imajo sicer veliko več razpoložljivih sredstev. Zato smo se odločili za pogovor s 27-letnim Anžetom Marhom, ki je eden od predstavnikov generacije Z. Najprej smo ga povprašali o njegovih vlaganjih, zato nam je postregel svojo razpršitvijo portfelja. 30% delnice, 20% skladi, jaz to ločno gledam, ampak eni bi rekli vse te delnice, potem pa 20% kripto, pol je pa 10% plemenite kovine, ostalo je pa trenutno cash. Trenutno ima več casha, kot bi si človek želel, ampak. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da bojo zdaj priložnosti za nakup in, kot sem prej rekel, se bi probal zdaj
pripravil do tega, da bo, ko bo padec, da bom kupoval in se malo na to pripravljam. Tako da, ja, to je moj allocation. Če tudi je morda Anže nekoliko nadpoprečen primer generacije Z, ko je govora o poznavanju kapitalskih trgov, nas je vseeno presunilo njegovo razmišljanje o etičnih vidikih vlaganja v času, ko se v Evropi govori o preporodu evropske obrambne, torej vojaške industrije. Imel sem pa delnice tam nekje okoli začetka vojne v Ukrajini. Sem si rekel, začel sem najprej, vedel sem, da bo to neka priložnost in potem sem hotel jaz uravnotežiti mojo moralno noto, pa kaj bom kupoval, in sem to naredil tako, da sem pogledal, katere gume kupuje ameriška vojska, in sem kupil Goodyear delnice, zato da bom rekel, da še sem imam delnice Goodyear, ampak nisem pa v defense sektorju, in sem tam nekaj zaslužil, in potem sem rekel, ok, bom pa vsem mal defensa, in sem kupil neke evropske defense delnice, kar še vsem to, ampak jaz sem pri delnicah gotovo, da moram delnico čutiti in da jo lahko spremljam, da lahko vidim, kako se obnaša, in za tega sem pol prodal, ker pol, več ne zaupam v delnico, takoj, ka pade, pol začnem paničarta. Če že v štartu nimam neke vere v delnico ali pa mi je moralno sporna, tako da zaradi tega sem potem in zdaj se ne ukvarjam. Zdaj opazujem par delnic, ampak mi je sploh s tem sentimentom bojkota nekih ameriških stvari, ki zdaj raste v Evropi, sem imel na watch listu par ameriških delnic, ki se jih pa zdaj tako probam izogibati. Ne v celoti, ampak mi je to cilj. Že tako sem bil skozi bolj nagnjen k evropskim delnicam, zato ko so bili veliki zaslužki, pač nisem toliko zaslužil, ampak tudi, ko so bile večje izgube, nisem toliko izgubil. Tako da ja, to je moj vidik. Anžeta smo na koncu poprašali še o tem, kaj svetuje starejšim generacijam. S čimer ste udobni, to delite. Zato, da bi imeli občutek, da zamujate, zato ker vsi ostali služijo okoli vas, vi pa ne, pa boste pol imeli sive lase takoj, ko v nekaj investirate, to tudi ni ciljno. FOMO ni ok. Jaz mislim, da pri tem, da se spreminja konzervativno Slovencev, da na mladih je treba delati, da pač na starejših se bo redko kaj spremenil. Meni se zdi zelo pomembno, da se zavedamo, da lahko najdemo ravnovesje med tem, da je prav, da iščemo informacije in se pozanimamo o teh stvarih, da investicije niso tak bav, in ne rabimo biti megalomanski strokovnjaki na tem področju, ampak moramo pa razumeti osnovne mehanizme in to zmoremo. To vem, ker če jaz to zmorem, pol zmore vsak. Pa nimam nekih takih možganov. Druga stvar je, da se ne sramujemo tega, da rabimo podporo, da ena slaba izkušnja ali pa dve naša ali pa od soseda še ne pomeni, da je zdaj konec vsega. Vsi imamo slabe izkušnje in vzamemo to kot šolo, kot padec, iz katere se lahko nekaj naučimo, da lahko naslednjič naredimo boljš. Pomembno se mi pa zdi še poudariti pri investicijah. Mi v tem času, kjer smo v Sloveniji, vsaj naša bližnja zgodovina, izhajamo iz socializma, kjer so bile stvari drugače urejene in sploh recimo moja generacija smo bili vzgojeni in smo imeli zglede iz socializma, kjer je država poskrbela za pokojnino, zdaj smo pa v kapitalizmu, kjer ne bo nihče poskrbel za nas, ker to osnovna matematika in demografski podatki pokažejo, da za nas pokojnin ne bo in mi nimamo izbire. Investicije niso luksuz za premožne, ampak je to nekaj, o čemer se moramo vsi odrasli posamezniki podučiti. Vsi, ne glede na kjer tip smo, ali bi uživali zdajle ali ne bi, preprosto odgovornost, ki moramo sprejeti. In dobra novica je, da zmoremo in da obstaja pomoč, da ni tako enostavno, da bo to šlo čez noč, ampak da je zelo vredno vložiti nekaj časa in truda v to, ker nagrada bo neprimerljiva. Smo že videli primere, da se starostniki ne morejo ogrevati, ker ne morejo plačati pokojnin. Mislim, ker ne morejo plačati položnic za elektriko, ker imajo prenizke pokojnine. In ne moramo čakati, da se to nam zgodi. Ne moramo. To, da Slovenci pridno varčujemo, je seveda dobro in pohvalno. Navkljub temu, da premalo vlagamo, pa so spremembe že na obzorju.
novi ukrepi države za finančno opismenjevanje in predvsem mladi, ki razmišljajo drugače. Glede na interes tako mladih kot tudi starejših za finančne izobraževanja, ki jih pripravljamo na Financah, se zna Slovenija kmalu zavihteti v bok finančno bolj razvitih držav Zahodne Evrope. Do takrat pa nas vse skupaj čaka še nekaj dela. Za uspešno upravljanje denarja potrebujemo znanje, čas in zrel odnos do tveganja. Prvi korak pa lahko naredi prav vsak. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Ekipo tokratnega podcasta sestavljajo Klemen Koncilja, Aleksandra Horvat, Mladen Mikovič in Jasna Špende.